In se mi zdi, da ne samo v šolstvu, recimo, kar smo zdaj videli, da se dogaja s temi otroci, ki se šolajo na domu in tako naprej, učiteljev kronično primanjkuje, da zdaj vidimo, da očitno se res dogaja neka higiena in hkrati s tem v bistvu se kaže tudi tisto, kar ne gre več zraven, ne gre več skozi. Potem gre človek v fazo žalovanja. Izguba pomeni, da je pač tvoj svet ostal brez nečesa, kar ti veliko pomeni, sploh na ta način, je naši najbližji. In takrat tudi ni ta pravega pritiska. Ker faza žalovanja se pač treba malo ustaviti, da vteče voda, da solze vtečejo in tako naprej. Absolutno se postavi vprašanje v smislu, ker se srečaš v bistvu s smrtjo bližnjega, ne? A je smrt konec življenja ali del življenja? Milan, 1 leto, pozdravljen. Pozdravljen, Jernej. Meni se zdi, da je 3 leta. Ja, zakaj? Ne vem, očitno se toliko stvari dogaja, en kup enih informacij, hitro se vrti ta svet. Ali se pa staram. A se toliko starejši počutiš, 3 leta starejši? Recimo, ja, 3 leta bogatejši, ne, en kup enih izkušenj. Okay. Upam, da tudi pametnejši. Odvisno, koga vprašaš. Ja, pa kaj boš ti vprašal? Kaj bom jaz vprašal? V glavnem, hvala, da si spet prišel. Cenim. In lani smo imeli tako debato, tudi malo šolski sistem, tako zdaj smo 1 leto naprej, oziroma po tvoje 3 leta naprej. Kaj je v tvojem opažanju drugače, novega ali izga, ali kje smo zdaj? Na kaj leti to? Na šolski sistem? Ja, kad si rekel, da smo v takih katarzičnih časih, ja. Ne? Kje smo zdaj v teh časih? Zdaj smo na sredini pralnega stroja. Ne, okay. Oziroma mogoče tisto prvo miljenje, ne? Že mimo, pa smo v centrifugi. Torej pomeni, da se ven vleče vsa svinarija iz perila. Ne, to je pač funkcija te centrifuge v pralnem stroju. In se mi zdi, da ne samo v šolstvu, recimo, kar smo zdaj videli, da se dogaja s temi otroci, ki se šolajo na domu in tako naprej, učiteljev kronično primanjkuje, da zdaj vidimo, da očitno se res dogaja neka higiena in hkrati s tem v bistvu se kaže tudi tisto, kar ne gre več zraven, ne gre več skozi. Preveč otrok ima odločbe, učitelji izgorevajo, drugih sploh ni. Težka situacija v bistvu, ne, v javnem šolstvu. Pa hkrati še vedno, tako kot sem bil na parih šolah v tem letu, zlati učitelji. Nekatere šole cvetijo, tam, kjer so kolektivi dobri, se mi zdi, da se to tudi čuti na otrocih. Ok, sredina centrifuga, praviš, nekje na sredini pranja. Kaj pa se ti zdi, da zdaj, pač tako je vseeno, da podebatiramo malo, približujejo se volitve, koliko se ti zdi, da bo od tega kaj zaviselo, kam bomo šli naprej? Zdaj si dregnil v osje gnezdo. Ja, ne rabo se pogovarjati levo, desno, gor, dol, ampak za koga si in koga bi, tu pač naj vsak sam, mislim, da bo teh informacij zunaj dost. Bolj, koliko se ti zdi, kam gremo v primeru različnih izber? Mislim, da ni bistvenih sprememb tukaj. Ne? Šolstvo je ideološki aparat. Okay. Se pravi, ko se vpliva na šole, se vpliva na to, kam želimo v bistvu usmerjati svojo družbo, vpliva se na naše otroke. Starši bodo vedno na nek način skrbeli za svoje otroke in jih tudi zaščitili. Ne? In če lahko pa tudi seveda v pozitivnem smislu, pred leti je bila speljana akcija ločevanja odpadkov preko šol. Sprav, če želimo v družbo upeljati ločevanje odpadkov, dajmo to začeti pri otrocih in bodo otroci pritiskali na starše, da bodo potem tudi po domovih to začeli ločiti. In dejansko danes to delalo. Ne? Sprav, to je način, kako lahko prevladujoča ideologija vstopi pravzaprav v naše domove. Preko šolstva in preko otrok k nam. Ne? In lahko pozitivno, lahko pa pač negativno. Tako da jaz mislim, da šola bo še vedno v bistvu ta inštrumentarij.
tiste obstoječe politike, ki jo bomo zvolili, bodo svoje v bistvu agendo peljali tudi čez šolstvo. Digitalizacija je zdaj v bistvu v polnem teku. Ne. To bo močno spremenili tudi šolanje, tudi šolstvo kot tako, znanost kot tako. Marsikdo danes v bistvu tudi vidimo že na univerzi. Imamo pravzaprav dostop brezplačen do ChatGPT-ja in tako naprej. Se pravi, tudi tukaj se veliko spreminja. Vidimo, da te programi lahko tudi halucinirajo, tako kot človek, tako kot neke avtoritete. Ne? Tudi tukaj nismo na varnem. In se mi zdi, da prihaja čas, ko bomo mogli ta obratno znotraj narediti, pa začutiti več sebe in dejansko pol najdeti znotraj sebe odgovor, kam pa želimo mi s tem šolstvom sploh zdaj. Kaj pa sploh lahko še šolstvo ponudi? Ker če ne, se vsak priklopi lahko na mašino in imaš idealnega učitelja, ki bo vedno znova, ne, v bistvu bo imel ogromen tolerance in tako naprej. Noben ga ne bo iz razreda vrgel, če ne bo tako programiran. To so kar močne in zelo hitre spremembe. In tukaj bi jaz v bistvu dal eno pozornost, če govorijo o šolstvu, varno okolje za otroke, ne v tem smislu. Je zdaj močno vprašljivo. Ja. Zanimivi časi so, ne, ker je vseeno še vedno dosti tega enega bullyinga pa nestrpnosti. Pa ne samo med otrok do otrok, ne. Tudi učiteljev nad otroki sem mentoriral enega fanta, ki so rekli, ja, so ga buljali v šolci, smo ga dali na drugo šolo in pa dobil razredničarko tako, ne. Sicer se vedno tudi lahko vprašamo, zakaj glih on, tudi to je vredno vprašanje, sej tudi mama je taka realna bila in rekla, pač sej vem, da tudi on nekaj ima vse, da tu sprovocira od drugih, ne. Vseeno ni glih fajn, da te je učiteljica zbrca pred celim razredom, ne. In da je tu sploh možno, da se nadaljuje oziroma še taka oseba deluje v sistemu naprej, ne. V to vrstnem, rečva, v to vrstni niši, kjer se delaš z najbolj ranljivo skupino. Tako da, kaj si pa kaj zaznal drugega v zadnjem letu v smislu družbe, a vedno več kličemo po tem obratu navznoter po tvojih izkušnjah, ali smo nekje na istem, ali... Kako se zaznavamo tisto, kar lahko zaznamo, ne, kar smo sposobni zaznati. Veliko gre tudi pod nivo zaznavanja, zelo subliminalno že, ne, tudi kakšne stvari. Lahko rečem, ja, jaz zaznavam več tega, tudi pri mojem poslu in tako naprej. Ljudje iščejo na globino, ne želijo samo tega materialnega blagostanja, ampak se zdaj pravzaprav premika k temu duševnemu miru, čustveni zrelosti, tudi duhovnim odgovorom. Sprav nekemu presežnemu bistvu, ki ga iščemo, ki je v čem nevidno, ne? Če tako parafraziramo. Mislim, da je tega kar veliko, tudi na splošno. Zakaj tako zaznavam? Se vidimo, da tudi kolektivno poteka neka pralnica. Ne? Zdaj so zunaj Epstein afera. Izrael, Kitajska, Iran in tako naprej. Se pravi, veliki playerji, ne? V bistvu NATO pada, Evropa vidimo, da se je totalno izrodila kot vodstvo na zdravje. Hvala. In tako da so stresni časi so. Kriza pravzaprav je tukaj pri nas pred očmi, če ne drugače, elektrika se je podražila, krat 2 so položnice in take stvari. Zaradi digitalizacije ljudje izgubljajo službe, na eni strani imaš ljudi, ki cvetijo, na drugi strani ljudi, ki so pod pragom revščine in to vedno več. 2, ki delata, v bistvu ne zmoreta več. Ne. Tako da zahtevni časi in v takih časih imaš 2 stvari. Ne. Se pravi, ljudje v bistvu se orientirajo glede na svojo zavest, kaj zmorejo, stopijo skupaj, se pokaže lahko solidarnost. Na drugi strani pa ravno zaradi evolucijske potrebe, tudi človeštva kot takega, prihajajo pa na plano tudi sence.
in udarja ven pravzaprav tisto, kar so nekateri lahko še zadržvali, ne? Da so ohranili svoj obraz, recimo lepo fasado in to razpada. Vidimo marsikje, tudi v politiki in tako naprej, v gospodarstvu, da so se nekateri pokazali za take, kot smo mislili, da niso, na nek način, v smislu neke solidarnosti, radodarnosti in tako naprej, dobronamernosti, sočutja, da pravzaprav je bila to zgolj navzven neka maska, navznoter pa očitno ni šlo tako, kar polka po šivih. Tako da široko zaznavanje, mislim, da gre tudi na račun, če bi sledili antropozofiji. Mi smo na nek način zdaj, jaz mislim, da že dvigujemo, ampak na najnižji ravni gostote bivanja, sprav najbolj gosto je in zdaj prihaja do individuacije, kjer mora vsak posameznik sam najti to presežno v sebi, to bistvo tega Boga, to ljubezen, to univerzalno polje, monado, karkoli bomo temu rekli. Tako gre cikl človeštva. Grki so še živeli med bogovi, polbogovi in tako naprej. Njim je bilo intuitivno marsikaj jasno, ker jih je Bog nagovoril, ker jih je Prometej nagovoril, ker jih je Zeus, Apolon, Pitija jim je prerokovala. Zdaj smo pa v bistvu razčarali svet do konca. In že z Ničejem, ko je rekel, Bog je mrtev in tako naprej, vidimo, da navzven ne bomo nič najdeli. Navzven, kar najdemo, je materija, materialni svet. Kvantni svet, ta nematerialni, pa navznoter. In ta obrat navznoter je v bistvu nujen in samodejen in neizprosen zdaj, kar se dogaja. In na tak način mislim, da začnemo počasi zaznavati tudi zdaj iz osebne ravni navzgor spet našo kolektivno odgovornost, našo kvantno prepletenost. Če nekdo to naredi, je to informacija v polju lahko tudi drug. In to se zdaj že znanstveno potrjuje in mislim, da gremo zdaj z enim takim resnim pospeškom na nek način spet malo proti višjemu zavedanju, več svetlobe, več jasnosti in hkrati s tem manj sence. Tako da v redu, epski časi. Ampak res se mi zdi, da tokrat tukaj ne bodo reševali inštitucije ničesar, ampak vsak posameznik pri sebi. Ne bo rešitelja izven nas. Ne. Luč moraš vse prižgati, jo najdeti na nek način. Smisel. Ne sem smisel, tudi pomen tega. Zakaj sem jaz tukaj? Ne v cerkvi, ne v svetih knjigah. Lahko najdeš tam primere, ampak potem pa dejansko to uzreti in začutiti pa samo v sebi. In to živeti. Sam misliš, da si rekel, da se dogaja s pospeškom, sam da bo dosti hitro glede na to, kar se dogaja. Ker če rečemo bi Slovenija pala v neki, kjer je zdaj Ukrajina, Rusija recimo, da moramo zdaj mi prijeti za puške. Ne vem, koliko bova tam imela čas iskati sebe navznoter. Ja, treba se vprašati, a primemo za puške ali bomo prijeli za kaj drugega. Ali bomo dopustili, da do tega roba pridemo. Tukaj so lahko v bistvu, programi so narejeni, kako se sproži vojna med ljudmi. Programi, kako prestrašiti človeka so narejeni, kako v bistvu demoralizirati nacijo. Se to gledamo. To vsak dan, kot preš televizijo gledaš, pravzaprav. Program teče. Na koncu preko novic in tako naprej seveda, zdaj pa sploh preko AI-ja, s pomočjo AI-ja mi lahko projiciramo neko realnost, ki je dejansko ponarejena. Ampak, če ljudje ne bomo pozorni na to, nas bo čustveno prevzela in bomo čustveno odreagirali. Tako da, tle so izjemna orodja že narejena, ampak hkrati na drugi strani pa mislim, da vse več ljudi se zaveda, se prebuja in skomuniciramo lahko med sabo hitro. In takrat vidiš, da nisi sam in dobiš v bistvu en svojo skupnost, ki se lahko povežeš in ne odreagiraš, ampak odgovoriš. Se pravi, da premisliš, se ustaviš in z distance pogledaš, kaj lahko v tej smeri narediš. Tle te moram malo vprašati, ker sem videl, da si bolj aktiven na družbenih omrežjih. Jaz nisem velik, saj 1, 2, 3 poste tvoje sem pa videl, pa sem videl, da so se ljudje kar pržgali spodaj. Tu
pišeš, ker v tistem momentu dobiš, da je prav, ali je to del attention economija, ali je zato, da malo poprcaš, da sprovociraš. V bistvu vse to, kar si naštel. Različni motivi me vodijo, včasih se tudi jaz umaknem za nekaj časa. Ne, mogoče konkretno, kaj si zasledil. Ta zadnji, ki si napisal vrhunski pogovor med dvema. Nisem ga poslušal, je bil pa zanimiv, ker je Ivana, ne, pa vem, da sta tako reagirala tako, kot je, in pa si ti mi je bilo zanimivo prebrati ta dialog med dvema, pa mi je pol zanimiv aspekt sem vam potegnil, kaj bi se lahko dogajalo v pogovoru, moram ga pa še pogledati, da si lahko ustvarjam svoje. Priporočam, mogoče za tiste, ki lahko mogoče motiviram ko gledu. Aubrey Marcus je en podcaster, lider v Ameriki, ki ima svoje podjetje in tako naprej, zelo uspešen, ga spremljajo ljudje. Jaz sem ga nekaj časa, ukvarjal se tudi z biohackingom, s športom, kako služiti družbi in tako naprej, tako pozitiven lik. In imajo zelo zanimive goste, ukvarja se z duhovnostjo, s športom, tako širok človek. Ima svoje tudi osebne težave, ki jih tam odpre, tako kot on si treba, če se greš ta Big Brother varianto, da se odpreš, ker pač zgodbe življenjske tudi nosijo pozornost. In je povabil v goste, mislim, da je nevrolog ali pa neurofiziolog De Martini, ki v bistvu se ukvarja tudi s coachingom in pa z tem, da medijera konflikte tudi, recimo tako na visoki ravni. In sta se pokazali tako dva nasprotja. Aubrey je en tak fighter, ki bi branil življenje in tako naprej, zelo strasten. Na drugi strani pa De Martini čist hladen Prav, ne smeš iti nekoga kar ustaviti in tako naprej, pa ga obsoditi, pa potočni in tako naprej. Moraš ga v bistvu popeljati, da on razume, zakaj je to naredil in tako naprej. In to pač govori v enem svojem lastnem stilu, tako res zelo hladno. In potem Aubrey vpraša, dobro, ampak če nekdo poškoduje otroka, zlorablja otroka, seveda ga boš ustavil. Kaj je tukaj presežnega, dobrega v tem? In mu pač De Martini po svoje pove z nekega stališča, ki presega dualnost. En zlorablja otroka in je rabel, drugega otrok je pa žrtev. In ga je peljal ven in v bistvu sta dva svetova trkla, dva svetova vrednot, eden ta prizemljen, kjer seveda ustavljamo zlo in tako naprej, drugi pa, kjer vidi, da pač, če delaš dobro, kako veš, da delaš dobro, ker tudi zlo obstaja. De Martini je pa zavzel pozicijo od zgoraj, čist hladno. Je nekaj dobrih primerov, kako se v bistvu to že uspešno iztekalo v njegovi praksi. In tak je vodil. Aubrey je skoraj končal podcast, je rekel, to jaz ne moram spustiti v eter. Ne bo šlo naprej, ampak sta potem ustrajala in v smislu ene angažirane debate, izjemen pogovor. Tudi v smislu tega, kako pa tukaj predvsem morda mi moški, ker tle sta dva ego tripa trčila. En je bil res tak lider, alfa samc in tako naprej, drugi pa v bistvu mentalno alfa, zelo pameten, hladen in je rešil konflikt na drug način, da so prepoznali, da ni v redu, da so tako ravnali. In jaz se ne postavljam ne na eno, ne na drugo stran. Obema dam prav po en stran, rabimo oboje, tudi iz mene včasih pravzaprav kipi oboje. Sploh, če gre za otroke, se postavim tudi jaz, čakajte malo, tle pa se malo stavimo. In sem pripravljen iti veliko dlje, kot pa pri kakšni drugi stvari, ker se me toliko ne tiče. In na drugi strani rad reflektiram tako oddaleč, da vidim. In ja, to ni nič novega. V nas je in senca in svetloba. Fajn je, če nekdo, ki je rabel, če nekdo, ki je nasilen, pravzaprav ozavesti, odkje to nasilje prihaja, in s takim se je treba pogovoriti, mu pomagati, ga podpreti in tako naprej. Absolutno, da seveda se tisto, kar je škoda narejene, poravna. Reparacija mora biti. S tega ne odrešimo v bistvu, zdaj pa ni treba nič, pa gremo kar naprej. Ne. Kazen mora biti vzgojna. Ampak če je on v zavestu, je v bistvu to korak naprej v evolucijskem toku. Tako da z tega vidika mi je to, kar je De Martini govoril, v redu. Je pa dejstvo, če to malo subtilno bolj pogledaš,
A veš, vedno je tudi kakovost v zadnji. Ne samo kaj je povedal, ne, ampak tudi s kakšno energijo, kako je to bilo. Ne, in res izpade zelo tako hladen. Ja, robotski. Ja, tudi. Ne. In potem seveda. Ker da bi mu bilo vseeno za te žrtve. Verjetno je to tisto, kar je strigeriralo. Ja, sej mu ni vseeno, sej ni tako rekel, ne, ampak on nekako se vzvišeno postavi nad to. Okay. In pol rešuje, vsak v svojem egotripu. Ampak tako zanimivo, jaz mislim, da lahko se marsikaj iz tega naučimo. Zdaj, kako je pa vsak sam to doživljal. Ja, tukaj... si rekel, sploh moški. Ja. To je tudi ena stvar, ki ni vse za vse. Ne? Ja, točno to. Ne? In tudi tle v tem smislu, ne, tudi debata, ki je potem bila na socialnem omrežju, sem videl, ženske veliko prej zaznajo to fino komunikacijo, to kvalija se temu reče, ki stoji izza te scene in tako naprej pogovora. Ne? Mene recimo sem videl, ko sem se opazoval, jaz sem hitro šel v ta, tlele z njim držim ta spektakelski, v bistvu jaz gledam zdaj to in to me tle potek tako, ne? In se najdem v obeh kot filozof, hladen pa tle kot nek borc, ne, alfa, gremo, moški, dej postav se, ne, brani življenje in se najdeš na obeh. Če pa vzameš še distanco, zdaj bi drugače gledal. Ne, po vseh teh v bistvu povratnih informacijah, refleksij, bi drugače gledal. Je pa dejstvo, da tudi ko delaš z ljudmi, ne, tudi ti delaš z ljudmi, coachingi, terapije in tako naprej, da rabiš oboje. Rabiš oboje, ne, se pravi, če na drugi strani nekdo, ki ga je polomil, pa če ti tukaj pravzaprav sodaš o tem, da ti je to gnusno in tako naprej, pa ne moš ti terapije delati. Ne, pa ti je gnusno lahko nekaj, kar sploh ni tako hudo, dajmo tako reči. Ne. Ampak če ti ne sprejmeš, da ja, človek lahko tudi napako naredi, polomil ga je, tudi jaz sem ga in tako naprej. Pol to ne zrezonira. Če ti misliš, da lahko ohraniš zvišeno pozicijo, da boš rešil cel svet in tako naprej, tle imaš pa nekoga, ki je pa pravzaprav ravno kar se pokakal na cel svet. Ne gre tako, ne. Moramo sprejeti oboje in šele potem se lahko polje odpre za odnos, kjer lahko osvetliš določene stvari in povabiš. Ne, naprej, če ta ne gre naprej, niso vsi, ne zmorejo vsi. Ja. In tudi danes se kaže, da če, dajmo reči, duša ni razvita oziroma je toliko zapacana, ne gre naprej. In s takim človekom pol izjemno težko kaj narediš. Ne. In se lahko zacikla v zla dejanja, dajmo tako reči. Nobena terapija ne pomaga. Ja, zanimivo je to. Če gledaš zdaj, ne, ki je mami preminula en mesec nazaj, pa gledaš pol iz vidika, pa kakšni rečejo, ja, lej, duša pride in gre, že ko pride, ve, kdaj bo šla, ne. Sam mi ne vemo, pa pač. Mislimo, da bomo tle večno, pa da je vse tako, ne. Pa je pol tudi vprašanje, se je kaj naučila, ni, ne. Pa probaš tako. Če bi se postavil v eno to, da razmišljam pol hitro neham, ker vem, da pač prvič ni moja, ne. Drugič ne moram soditi, ker nisem nikoli hodil v njenih čevljih, dejansko hodil, ne. In pol ti ostane sam tako, ali si hvaležen, ali pa zdaj lahko se ful nekaj pogovarjamo, pa ne vem, nič ne bomo naredili, ne. Ampak ja, je zanimivo, da kako delati, sploh rečemo tako, ki delaš z ljudmi, pa jim že pač si tle za to, da jim pomagaš, jih podpreš, ne. In na drugi strani, veš, se zavedaš, da obstajajo ljudje, ki pa si rekel tako, ne, če je preveč, pa pač ne moraš, ne. In pa pride ono, zakaj sploh bi, ker kaj fora vsega, ne. Tako zdaj, ki je mami šla, sem imel malo teh znotranjih, ne. Plačem sploh delati, ne. A furam za life naprej, tako ki je bil, a se preusmeram v nekaj drugega, zaupam tem planom, ki sem jih imel prej, se je to zgodilo, ali zdaj nekaj novega, ali kako zdaj, ne. Ta nova firma, postaviti vse, oceniti, zanalizirati, kaj sploh pomeni biti direktor podjetja, ali. Ker eno je direktor SP, a drugi je direktor 25 zaposlenih, ki so vajeni bili delati na nek način.
in imeti en tip vodenja in jaz nisem tisti tip vodenja. Ne. In itd. IPD. In pa si tako, zakaj? Ne? Po drugi strani pa, če pa malo spremljaš še družbo, politiko, vse, kar je, se ti pa že tako zdi, če vse ugasneš, je vse ok. To je prvo spoznanje. Če vse ugasneš, ok, vse je ok. Ja, ok, lahko bi plačeval manj davkov, pa bi meni več ostalo, ne bi se branil. In je, kakor je trenutno. Ampak in mi je tako ful enih stvari. Kje smo zdaj v tej zgodbi? Ne? Kaj je fora? Tako sam, kar se tle dogaja, ni nekega bistvenega vprašanja ven. Ampak ja, pa zanimivo je samo zaradi tega, ker je ono, a več tako mogoče z nekom, ki je bolj izkušen, pa drugača, ne, v enem drugemu času življenja živiš, ne, jaz imam mlado družino, ti zdaj glih se ti punce poslavljajo od doma in tako naprej počasi, ne. In je pa tako, a je še vredno nadaljevati in se boriti za življenje, ne, ali kaj. In valjda ja, pač sej tle ni vprašanje, ja ali ne, sam cela ta situacija te malo v druga stanja da, pa pol moraš nazaj prižigati iskrco, ne, pač se spraviti v akcijo med ljudi. Ampak je bilo pa, ja, vsaj je tudi bilo je že ono, da se ne grem več, pač nekaj čist svojega bom pičil, ne vem kaj, ampak ja. Ja, to so, ne, sej ni vprašanje, tako kot si rekel, ampak hvala za to, tudi v bistvu, da se tako odpreš lahko, ne, tudi iskreno so žale. To so težke izgube. In potem gre človek v fazo žalovanja. Izguba pomeni, da je pač tvoj svet ostal brez nečesa, kar ti veliko pomeni, sploh na ta način, je naši najbližji. In takrat tudi ni ta pravega pritiska. Ker faza žalovanja se pač treba malo ustaviti, da odteče voda, da solze odtečejo in tako naprej. Absolutno se postavi vprašanje o smislu, ker se srečaš v bistvu s smrtjo bližnjega. Ne? A je smrt konec življenja ali del življenja? A gre za prerojevanje in tako naprej, tako kot si odprl, ne? Vprašanje duše. Duša je nekaj, kar pravzaprav se reinkarnira, ne? Vedno znova pravzaprav vstopa v to telesenje, ne? In vedno znova jo navduši, da z nekim novim poslanstvom pride. Ne? To recimo antropozofija o tem govori, tudi vzhodnjaške, ne, filozofije o reinkarnaciji. Ne, to smo malo izgnali iz našega sveta, ampak je tako hudičevo težko živeti, pa postavljati pomen življenja, ne smisel. Smisel najdemo mentalno, smisel lahko najdemo v vikendu na morju. Zakaj je treba živeti? Zato, da imaš dober avto pa vikend na morju. Ok, fajn, ampak pomen, to je pa duhovna kvaliteta. Ne? In se začnemo ob takih stvarih, če ne prej, ne, že takrat pa sigurno v tem sprašvati. In kaj je zdaj tukaj moja vrednost v tem življenju, vse še 50 let, 60, ne, do kam bomo prišli, ne, pa tudi nas ne bo več. Ne. A jaz umrem ali kaj umre, kot telo se razgradim, ne, ampak a je tam nekaj večnega, kar lahko ostane. Tako da to so zame v bistvu temeljno vprašanje v življenju. Ne. In pol ni čudno, da takole, ko se vse malo ustavi, pride v bistvu faza depresije. Ne kot neke bolezenskega stanja, ne, ampak ni pritiska. Enostavno in nimaš kaj pritiskati. Dokler v bistvu se spet nekaj ne pržge, lahko seveda delaš redno neke stvari, ki jih delaš, ker pač na drugi strani pritiska življenje kot tako, ne, čist prizemljeno, treba je v bistvu otroke nahraniti, živeti, ne, evo, vzeti pač ne, situacijo v svoje roke, ljudje so tukaj zaposleni, mama je bila direktorica, kaj bomo zdaj kar razpustili, ali bomo zdajle zadržali, pa pogledali, a pustimo, ali bo nekdo drug prevzel, karkoli že. Ne. Ko v bistvu lahko zavzameš malo te distance in spočit premisliš o tem, kaj pa tebe izpolnjuje in tako naprej. Ne. Tako da to, ja, v takem svetu, ki smo, ne, si sploh ne vzame čas za žalovanje. Je kar takoj treba naprej, na polno. In to lahko traja
več mesecev, več let, konc koncev, vsakič, ko se spomniš na nek način nazaj. Ne? Tako da to mislim, da kar treba dobro izživeti, tudi izjokati. Ja, In potem, ko v bistvu se sprijaznimo s to izgubo, z enim delom svojega jaza, oziroma mogoče boljš nek ega, dajmo tako reči, in potem na novo integrirani naprej živeti, s spominom, recimo. Imamo absolutno. In kaj pa pol naprej, kako, mogoče je to tisto, kar te tako prizemlji. Se res pol vprašati, kaj te navdušuje. Veš, v primarnem smislu besede, ta pravem, globokem pomenu navduševati. Kaj se prilepi na tvojo dušo v tem smislu? Kaj jo podpihuje, da dobiš strast, pa da ni zgolj to bilo mentalno, tlele je dober denar. Tudi to lahko naredimo. Vzamemo tako službo, ampak da pol pa skozi hobi, skozi druge stvari najdemo nekaj, kar nam nosi močen pomen v življenju. Jaz mislim, da taki časi so zdaj, da res ne moremo kar po avtomatizmu. Če bi živeli 100 let nazaj, bi z veseljem prevzameš firmo, oziroma si že bil določen. Če ima oče, če je ključavničar, bo tudi sine in tako naprej. Danes tega ni več. In to je ta svobodna izbira, ki jo imamo, ki je hkrati nosi eno veliko odgovornost sabo. In je težka. Najlažje, kaj bi jaz, dajte mi povedati, kaj bi. Dajte me usmeriti. Ampak pol nisi odgovoren za to. Pol boš vedno, ko bo prišlo do težav, krivi so oni, krivi so starši, ki so mi to zbrali, krivi so te in tako naprej. In v takih trenutkih jaz mislim, da je treba se dobesedno ustaviti pa zbrati. Verjamem, toliko imaš tudi ti že in delovnih izkušenj in kilometrine in tako, kot delaš ene stvari, ki si jih že začel in tako naprej, da vidiš, da lovimo neko ravnovesje. Pač gor dol gre, ko srčni utrip. Valovanje, srčni utrip, vse gre tako. In je tudi treba sprejeti fazo, ko smo pač dol. Samo na to fazo pritiska še rojstvom hčerke. To je pa lepota življenja v bistvu. Vidiš, eno življenje se je poslovilo, drugo prihaja. Mi smo imeli podobno v družini. Dedek se je poslavljal, ko je bila hči, moja žena noseča. Težko, enega spuščaš, drug prihaja. Škaj to v organizmu dela. Tako da... En dan po pogrebu smo vsi doma pač razen ta tajno, ker on je že prej pač imel ker v skladu s to neko virozo, ki je zdaj bruhanje, driska. Jaz nisem imel tega dvojega, me je pa napolnil penalo, tako nisem skoraj načedil 2 dni, da bi na neki na novo postavljal sistem. Nisem bil v fitnessu zdaj že 10 dni. Ne morem iti, ker prejšnji torek sem bil nazadnje, skoraj 2, ne morem iti. Tako ni mi, ko pomislim, da bi zdaj telo v tem stanju, kaj je, da moram še tam, deadlift, neke kile, pač mi že tako imam na ramenih zdaj le dost. In pač tako intuitivno čutim, da je rajši si zjutraj izberem 1 uro dlje spim, kada se zbudim. V takih obdobjih je tudi fajn biti v naravi, sprehod in tako naprej, res elementi narave. Ne pa v bistvu, take, še dajmo še malo pritisniti, da bomo in tako naprej. Včasih ne gre. Ampak telo je v redu, ne tako, da bi se zdaj pohtel pa to. Tako da, pa je tudi to, umetnost, kako žalovati. Mogoče zdaj ajde, ki sva tle, ampak recimo, jaz sem pred leti si z detkom sem to formulo, sej tle sem jo tudi uporabil, edino trajalo je dlje časa, ki je mami umrla v Madridu, in pol dokler so pripeljali telo v Slovenijo, je bilo 2 tedna, pa pol upepelitev, pa nismo dali takoj pogreba, ker je res veliko ljudi poznalo in si je želelo prijeti in smo pa rekali, bomo večkrat zamaknili, pa pol v petek se je pripeljali, pa pol naslednji četrtek je bila. Pokopana lahko bi bila že v ponedeljek, oziroma ni bila niti pokopana, ona si je želela raztrosa,
Tako da in je bilo res to obdobje od pač, kar je telo preminulo smrti do pokopa je najtežje. Prav ta pogreb rabiš kot ta nek zaključek. Ker pred detko je bilo recimo 3 dni in mu je bilo ok. Sprav meni je prvi sprejmi, da ni več prvi korak, pol žaluj. Pa se pa vpraša eno vprašanje, kaj zdaj naj bo spoštljivo do te osebe, in do tebe in do vseh živih, da živiš najboljšo verzijo sebe naprej ali da furaš safer. In mi je pol kar tako odleglo. Tako da ne vem, kako se ti soočaš, oziroma si se soočil. Upam, da se ne boš rabo kaj kmalu, ampak vse nas tu čaka v nekem spektru. Ja, dobro vprašanje. V bistvu imam kar zdaj, bom rekel, eno fazo življenja, eno obdobje, kjer v bližini, med bližnjimi, pravzaprav ni bilo tako. Saj tisti, ki bi tudi čustveno čutil tako močno navezanost. Tako da vprašanje, kako bi danes to doživljal. Prej, kaj pa bilo, sem vam mogoče bil še premajhen, da bi sploh to nekako razumel in tako naprej. Prvič ti si mlad zgubil očeta. Ja, očeta, dedka, tudi relativno mlad in je to šlo nekako spontano. Čez, sem seveda pa pol naknadno to zavestno malo naredil, se poslovil od njih, tako kot si mislim, da pritiče. Pa tudi danes moram reči, da je tudi naša kultura in žalovanja, slovesa od svojcev, podpora je boljša, informacije več, kako se to naredi. Tako da hvala Bogu, da je to tako. Včasih so bili ljudje bolj sami sebi prepuščeni nekim svojim navadam ali pa tudi čudnim in tako naprej, ki niso bili vedno v podporo. Se iti napiti v prvo gostilno, ni to rešitev. Čeprav tudi lahko v nekem smislu utopiš žalost, ampak pride spet nazaj. Ja, in je boljš to s trezno glavo rešiti sam pri sebi. Ja. Tudi to je, ne vem zakaj, ampak s tabo mi je se mi zdi dobro v tem govoriti, ker se zavedaš tega vsega. Jaz sem v Madrid letel, ko so mami pol izklopili. Pač, ker se ji pljuča niso zagnala nazaj. Oni so dali v komo, da ji bojo ledvice rešili, ko se je pa zbujali, pa pač pljuča niso več prijela. Sama so bila preveč poškodovana. Je bilo bizarno, tako zdaj, ki gledam, je koliko močno sem doživljal, prijelo. Pol vidiš tiste parametre, čakaš, oni reče, mi bomo zdaj to zmanjšali, počas bo šlo. Noben tih ne razloži, dobro imamo ChatGPT, slikam ekrančke, povej mi zdaj, majster, si zdaj vrhunski zdravnik, reč mi, kaj zdaj jaz spremljam, ker mi smo vsi kisi gledali, pa reče nazaj, ne glej kisika, ker je na aparaturi, pač tisto bo skuse nekaj dogajalo, tam pritisk pa utripa, Ono je pa kar malo še šlo gor in poti še upanje daje, veš, in si v takem unmu najmogoče pa, če je zdaj čas za nek čudež je zdaj, da bi se nekaj zbudilo, kakorkoli, ampak ja, ki se je zaključilo, pa smo pol čakali to pogrebno službo, veš, ker tam moraš vse pol zrihtati, pa izpolnjevati, pa pol že takoj pride kakšna krsta, drugo izpolnjevati. Mene je tako glava bolela. Jaz nisem mogel, nič nisem mogel. Tam, ko so nekaj sprašvali, sem bil sam tako, jaz grem tam, sem hotel nekaj pojesti, mi je bilo slabo, nisem vedel kaj, da bi sam sabo hodil malo ven, je bilo tako čudno je. Kaj mi je pa najbolj čudno vsega, ker se jo pravim spomniti, pa Vse na nek način je tukaj. Mogoče se skušaš spomniti, ampak si še tle.
Se še živi skozi marsikaj. Ne. Lepo. Ja, Katlanot je kar tema. Oče ima tam slike njene. Sem kar tako, kdo je to? Pa se praviš, sem tako, ne, se preveriš, a sploh prav žaluješ. A je to normalno, nekaj ti noben ne zna nekaj pametnega povedati. No, se nimaš kaj pametnega povedati na koncu. Ja. Čutiti je treba to, ne? Tako kot ti delaš. Se zato, ker čutiš, lahko solze stečejo. Ker jaz sem bil tudi priča že pogrebu, ki je čist hladno v glavi. Vse. Bližnji je šel. Jaz mislim, da vseeno v človeku noter se marsikaj premakne. Sej nekateri so lahko zelo trdni, pa to naredijo s hladno glavo, pa pol nekje drugje z joka in tako naprej. Ampak tako kot tebe poznam človeka, ti ne moreš tega odložiti, preložiti in nekam, tako pač je. Ja, tako. In ta čutnost, tudi ta kapaciteta, ki jo imaš, to nas dela človeka. Ne? In kako vsak odreagira, jaz mislim, da vsak po svoje na nek način. Najbrž te, ki so bliže temu, ki se strokovno s tem ukvarjajo, bi mogoče znalo v nekih tipologijah žalovanja govoriti pa priporočati, ampak jaz mislim, da to je ena taka sveta stvar. To vsak sam. Pri sebi, če lahko, če je zrel za to. Ne? In tako, ko opažaš, le že to, da opažaš, da je ne vidiš, da je tako, ne? Pa veš, da nekje je tle, pa prevzel si in podjetje in tako naprej in nadaljuješ, pravzaprav dihaš njenega duha naprej. Se pol je v tebi, se ne moreš je videti, če je v tebi. Ne vidimo tistega, kar je najbližji. Ne? Lahko vidiš sliko zunaj, ampak ti pravzaprav še dihaš to, kar je nastavljeno naprej. Ne? Konec koncev tudi nosimo. Ne? A veš, ženske, naše mame, vse mame, ne, so v bistvu dih se ni prekinil preko ženske. Ona je pravzaprav dihala namesto tebe, s tabo, ali pa moja, z mano, ko smo bili, ne, v maternici. In ko smo se rodili, smo zadihali na svoje. Ampak 9 mesecev so pa one dihale namesto nas. In če se rodi deklica, spet nese dih naprej. Se pravi, dih in duh se pravzaprav preko žensk še ni prekinil. Ne? Mi jih lahko, pa moški, ne, v bistvu vsak posameznik doda pač nekaj v to noter, ampak preko žensk gre dihanje naprej. In tle na ta način v bistvu toliko težje mogoče res lahko, ne, doživljamo naše mame. Ne. Očete najbrž lahko malo bolj, bom rekel, racionalno. Ne. Ta prizemljeni del življenja, ne, ki predstavlja ta mehak vidik, maternico, matrico, to je pa tisto, kar vidimo, da se nam najbolj zamajo noge pod nogami. Ne. In to je ta osnovna sprejetost v življenju, osnovna toplina življenja. Ne, je tista toplina v maternici. Ko še ni bilo svetlobe, je bila najprej toplina in nek utrip srca in ritem dihanja, valovanja noter. Ne. In to moramo najti zdaj v življenju. Zdaj smo v drugi maternici, zemeljski maternici in iščemo osnovno toplino v življenju. Ne, in na nek način ta prva naša mama, ne, človeška mama, pri tebi, evo, je šla in ni več in zdaj najde tisto, ne, toplino, arhetip, bom tako rekel, ne, čeprav ni najbolj primerno, ampak kaj zdaj, ne, tukaj tega. Na kaj se pripeti. Tako, ne, kje sem, ne. In to je močna izguba. In je treba pol v tem smislu najdeti se, nasloniti na to. Na osebni ravni pa najdeti način žalovanja, ki pač ne najdeti, ampak ga izživeti. Tak, ki ga teče skozi tebe. Baš to ga več ne bremzam, tako da mislim, nisem ga in ga nimam namena. Sam zato mi je bilo težko iti, ker smo imeli par šol, pa nisem šel zdaj še v Dejana. Tako mi, ker nimam pač unga. Kaj da ponudam, ne? Tako, ki si dobro v besedu, mogoče tu sem iskal, zato tudi s tabo to odprl. Da je šla neka esenca in je
zdaj treba najdeti, ustvariti nekaj novega oziroma najdeti nekaj. Vse v tej praznini se zasvetne. Vse se pokaže slejka prej, da greš s tokom dalje. Ja. Zanimivo. Kako sprejemaš to, da tvoje punce počasi zapuščajo dom? Pa kar v redu. Ja. Ja, res je, zvečer dnevna soba v bistvu malo bolj prazna. Sploh zdaj sta bile obe dve odsotne med počitnicami, mlajša pri svojem, starejša v bistvu že tako, zvečer, glavnem tam. Fajn mi je videti, no, da grejo lepo v svet, da so našle fante, ki so na mestu, imajo vrednote ta prave, ne? Če na nek način, tako kot oče lahko pogledam, kam grejo, ne? Fajn mi je, da so samozavestni, da lahko zapustijo to gnezdo. Počasi vstopajo tudi v ta drug svet, ki je, ne, po koncu fakultete in tako naprej, službe in tako naprej, ta realnost našega materializma, kapitalizma in tako naprej, kar tudi vidim, da je kar težko včasih, ne, spoznati, ne, tudi recimo izzivi zdaj pred njimi, kako do svojega stanovanja, kako v bistvu si ustvariti gnezdece, ne, to je nepojmljivo, ne, če tako pogledaš, ne, če, ne vem, v Ljubljani kvadraten meter 4-5 tisoč evrov, ne, plače vemo, kakšne so, sploh pri nekaterih poklicih, če v bistvu ne moreš podpreti otroke z neko doto, ne, tako, da bi rekel, tle imate stanovanje, tle imate hišo, karkoli že, ne, je, ne vem, kar zahteven čas tudi v tem smislu pred njimi, ne. Seveda kot starš, ne, jaz kot oče vem, da bom naredil vse, ampak tudi jaz sem omejen. Ne, in tako da hkrati pa gledam tako z eno tako radovednostjo. No, mislim, da ste kar na pravi poti in da se pokaže v življenju potem priložnost, kako se postaviti. Pa fajn je videti, ko se vračata v topel dom še vedno in pol, ko smo vsi 4 skupaj. Pa potem še +2 zraven včasih, ne. Je lepo videti. No. The best. Kaj pa zvečer prazna dnevna soba, ti pa žena, sta, a veš, kakšni so tako, kdo si zdaj ti, ne? Ja, Vem, da med vama dvema ni tako, ker pač, ampak vseeno, ali je drugač, ne? Ne rabiš zvečer nobenega preverjati, je v sobi, kaj dela, a veš. Je drugače, ampak moram reči, da ni bila vsa identiteta vezana na to starševsko vlogo, ne, tudi se pravi, midva sva ves čas ohranjala svoj partnerski odnos, svojimi vzponi in padci in tako naprej, tako kot v starševstvu, tudi v partnerstvu, ampak v tem smislu mislim, da ne vidim nekih večjih težav, tako, da ne bi znala zdaj en z drugim, ne, ker zdaj so pa spet samo partnerja, ne. Starša pravzaprav so odrasli otroci, ne, živijo po svoje. Tako da ostane več časa za kaj drugega. S čim si ga zapolnil? Oziroma ga zapolnjuješ? Ja, včasih je malo televizije, to mi ni uspelo, recimo v svoji družini, jaz sem sicer bil zagovornik, da bomo brez, ne, ampak so me te 3 dekleta, ne, prepričale, da to ne bo šlo in sem malo nazaj stopil. Jaz sem zmagal. A ti si zmagal, dobro. Ampak ne vem, sem to naredil prej, da je ta vala. Ja, sej so pa računalniki, pa telefoni in tako naprej. Ne. Lahko tudi popestri, sej se da marsikaj tudi. Ne, sej kakšen šport pa tako naprej, super. Tako da potem je tukaj kaj branja, pogovori, različne stvari. Kaj pa sem mislil, kakšen svoj projekt nov omenil ali pa da imaš za to več časa. A je tudi, ja, seveda. Zdaj v bistvu imam tudi nove prostore. No. Tako da lahko zdaj res tako celovito obravnavam človeka. Jaz imam eno to, kaj bi rekel, imam mentalni ADHD mogoče. Ampak ne gre za to, gre za eno široko zavest. Ne, in me zanima veliko stvari in po obdobjih delam določene zadeve. Nekako kolobaram. No, in prišel sem do tega, da dejansko jaz kot športni pedagog, ne, izobražen na fakulteti za šport,
razumem v bistvu ustroj človeški čist mehansko. Se pravi, preko kosti, mišic, čevja, fiziologije in tako naprej, dovolj dobro, da lahko s tem rokujem. Ne, potem me zanima ta psihološki vidik, oziroma še bolj duševni, mi je lepša slovenska beseda. Kot filozof spet razmišljamo o etiki, o vrednotah, o duhu in tako naprej. In ves čas na nek način je v meni tudi tisto, kar se mi zdaj recimo veliko več vrača, čutenje energije. Ne, jaz sem šel tudi iz te radovednosti takrat na tečajih Domančiču, ker me je zanimala, kakšna je psihokineza. Kako lahko človek samo takole v bistvu drugega človeka premakne, ne, pa se ga ne dotakne. In ja, se da, ne. Brat mi še danes pravi, da ni verjel, ampak kaj je to doživel, pa je večji od mene in tako naprej, kako se ga premakne. Ne. So to eni pojavi, ki v bistvu, o katerih premalo govorimo. No in zdaj v novih prostorih imam pravzaprav svojo pisarno, terapevtsko masažno sobo, kjer že ta večja hči zdaj tudi masira in je zelo dobra, ima zelo top prijem. In potem tako bolj pogovorno, jaz rečem, psihoterapevtsko sobo in pa telovadnico mehno. Tako da res lahko potem človeka, ki ga v bistvu opazujem, ne, podprem tam, kjer je najbolj primerno. Nekatere pa na vadbi ali pa dejansko bolj kineziološko, nekatere skozi pogovor, skozi eneagram, recimo ena taka psihološka tipologija, ki jo delam skozi testiranje. Potem pa tudi v bistvu z dotikom, energijsko, tako da lahko v bistvu tukaj res napolno dam sebe noter. In hkrati me vse ti vidiki tudi malo znanstveno zanimajo. Kam gre znanost, zavest, informacija, energija, vibracija, kako v bistvu mi se vedno znova na nek način uosebimo. Se pravi, a znamo stopati v vloge, ne? Recimo danes mi dva tukaj pravzaprav debatirava brez neke priprave. Ampak ker oba veva, da bo spontano prišla neka tema, v katero se lahko poglobiva, in sva se recimo ujela v to par teh zgodb naših, ne? In zdaj, ko bo to konec, je spet, spustimo to. In se spet na novo lahko organiziram, ne vem, kot učitelj, predavatelj, karkoli že. Ne? In bolj, ko se znaš razpustiti in potem spet na novo zorganizirati, ne, vstopiti v neko svojo osebnost, bolj teče življenje. In takrat, ko vidiš, da ko se nekam, dajmo reči tako, inkapsuliraš v to polje noter, ko vidiš, da ti je še kaj ostalo od prejšnjih oblik bivanja, vlog, vidiš, da je težko, ne teče dobro. In tukaj recimo zdaj na novo odkrivam to, kako tudi v pogovoru pravzaprav skušam čutiti atmosfero ali pa polje, vrtinc zavedanja, v katerem je človek, in tudi jaz svojega, in potem, ko to odpreš, na nek način svoje polje širiš, kot da so zdaj oba ustvarila eno polje. In ne, na ta način potem gre to skozi ta streaming in tako naprej v eter in se čuti potem, kako skupaj zdaj midva so ustvarila en pogovor, neko vzdušje, ki se potem lahko širi naprej. Ne. Ravno zato, ker sva vstopila že v to čisto odprta en do drugega. Ne, brez neke agende vnaprej. Je bilo to veliko lažje. Ne. Mogoče tudi zato si začel temam, najbrž si nisi mislil, da boš odprl to, kar si. Nisem pa sploh. Ne, ampak ja, ker v tem mojem zavedanju, ja, hvala Bogu, dajmo o tem govoriti, ker je premalo. Ne. Da lahko nekdo, evo možakar, kot si ti, ki delaš dobre stvari, ki v bistvu podpreš otroke, mulce in postaviš trdne meje gor dol, tlele se pa v bistvu zjokaš od žalosti. Ne. In si tudi ti v zadregi, ker ne veš, kam to postaviti, pa normalno tega ne moreš trenirati. Trenirati, kako se posloviti od mame, pač ne moreš. To se enkrat zgodi in takrat pusti, da to začutiš. Ja, tako je. Ja, zanimivo. Sam tako zanimiva je ta izkušnja življenja v tej celosti. Ja, ne? Ja, in to nas bogati na nek način in tudi tvojim otrokom ne, kaže, da smo minljivi in ne, da vzamemo spomine, da v svojih otrocih mogoče vidiš potem
del mame, ne, njihove stare mame, neki vzorci, karkoli že spomini in je lahko tudi lepa izkušnja, to je smiselno. Ja. Saj, jaz se ne doživljam kot neko tragično zadevo, da bi se preveč sprašal, zakaj se je to glih meni zgodilo v tem smislu. Ne. Pač sprejmem, ja. Prvo se je njej zgodilo, jaz sem še zmeraj tle živ. Ne. Mi pa pač, tako tudi pogreb sem že dolgo časa dojemal kot, to je pač obred, ne, zaključek za nas, ki tle ostanemo, da počastimo spomin na tega človeka in dojamemo. Da je pač ga ni več, ga ne bo več. Čeprav skoraj se tako pogovarjam, vsi imamo isti občutek, pač je tako, kada je en velik joke vse skupaj. Ne. Kada je tako, vse bo prišla, tako še vedno nekje zadnji, vse bom prišla nazaj, ne, ona, ki je do zadnjega kazala, ne, še 2 dni prej, tako bo, a ne. Ja, tako da in pa gledaš, kaj želiš dati, ne. Še sem se tako ujel, ne, ke pol sedim pač zdaj za mizo direktorja, ne, ta je v Pakomu in pol se tako pridejo ta vprašanja, kaj zdaj narediti, ne. Pol ono, kaj bi ona naredila. In pol se moram loviti, ne, zavedanja, da ne morem operirati, kaj bi ona naredila, ker prvič, če vzamem tu, kaj bi ona naredila, ne bom jaz hotel pol biti odgovoren. Lej, to bi mami naredila, zato sem to naredil, ne. Ja, ampak si ti naredil, ja. Pol nobenega ne briga, zakaj si naredil, ne, pač ti si to naredil, ne. In da pol znotraj tega najdem sebe, a ne, tle probam to ločevati, da ja, spoštujem, častim, kar je pač ona ustvarjala in kako je delovala in če hočem jaz to zgodbo uspešno peljati, jo moram jaz peljati, ne kaj bi ona. In je kar tako, mentalno mi je naporno, so te zadeve, tako. Se ful hitreje iztrošim, a ne. Pol fizično nisem tako v tem powerju. Tako da je, tako kot si rekel, ja. Bi se pa nujno o tem pogovarjati, ja, premalo se ni toliko tega tam zunaj, pa veliko ljudi, no sploh mladih tudi na delavnicah naših sprašujejo, ne, kako se soočiti z izgubo. Pač, ker noben ne pove, ne, noče. Jaz sem to tako naredila, da ta malih 2 so bili na pogrebu, niso nič ščitila od tega. Ona da tudi tako razlagata, ja, babi je pač umrla, ja, jo pogrešam. Tako, a ne, kakšen bi rekel, kaj mu je vseeno, pa tako je pa, on živi tukaj zdaj in on je sprejel, da ni več. Bi se valjda rad objel z njo in vse, da bi se babi igrala z njemu in tako, ampak pač on je zdaj tam, je tovornjak in gremo na tovornjak, ne, oziroma sneg pada, gremo ven se kepat, tako, ne. V bistvu na nek način tudi rehabilitacijsko pomagate držati v momentu, lej, moment je tukaj zdaj, ne. Ni tle neke zdaj nekega velikega momentuma, da se držiš nazaj, pa trpiš znotraj tega več, kakor je potrebno, ko pride ta moment žalosti in pač daš ven in greš naprej, ja. Tako da, ja, tako kot si rekel, nujni so te pogovori. Bi bilo dosti lažje, če bi bilo več tega. Kaj pa si kaj tako v zadnjem letu, ki si dal spet več fokusa na, ko smo se nazadnje pogovarjali na ta svoj biznis izven fakultete tudi, ne, si tam si še vedno profesor, ne. Kaj si kaj zaznal pri ljudeh? So kakšni tipični vzorci družbeni, ki jih prepoznaš, ko pridejo do tebe, s čim se soočajo, da bi recimo tako nekdo, ki gleda, se lahko mogoče v čem najdu, pa si pomagal, ali je to toliko individualno različno, da ne moreš govoriti. Sicer... Ja, kar prihajajo različni ljudje, ne. Je recimo ravno te dni je bilo malo na tapeti izgorelost. Recimo par ljudi,
tudi mlajših, kjer enostavno preslišijo tiste notranje glasove, tisto slutnjo, in kar mislijo, da bodo zdržali. Potem se v bistvu tudi uporabljajo dodatke in karkoli, samo da bi bili sposobni speljati marsikaj. Se pravi, da gre za neko prikrivanje, ne, signalov, gre za odklapljanje lučk, recimo, kad ti gori v avto rdeča luč, ne, greš tako, ne, tako pa najraž bi kar žičko izklopil, tako delamo s sabo. Ne. In se mi zdi, da na tej strani danes, kad toliko govorimo o tem, da podaljševanju življenja, ne, biohackingu, kar pomeni v bistvu vdiranje v življenje, dobesedno, če prevajamo, da res v bistvu smo nagnjeni na eno stran tehnice, ki pelje v zid. In se bomo raztreščali na eni strani. In tudi kot kolektivno in individualno vidim, ne, če grejo ljudje na ta vlak. Če bi rekel tako, zdaj, ki si odprl, je biohacking brez zavedanja, ne, brez da prv se zavedaš, kaj se v tebi dogaja in znaš to regulirati, je sam ta easy fix, ki bi ga vsi radi, da hitro nekaj popravimo, ne, malo se slabo počutam, bom pa zdaj magnezij začel imati, zdaj bo pa ful, bo vse isto delam sam z magnezijem, ne. Pa je zdaj ful drugače. To je past, to je velika past, ne. Mi imamo vse kapacitete v sebi. Res je pač, da je družba taka, kaj je, potem v bistvu govorijo, ker je hrana slaba, dajte dodatki in tako naprej. Ampak dajmo se najprej pogovoriti, kaj nas sploh hrani. Mene ta pogovor hrani. Jaz nisem lačen, če po takem pogovoru, ne. Se pravi, mi imamo hrano na fizični ravni, kjer moramo poskrbeti za zdravo hrano, za samo oskrbo, da je res gensko nespremenjena, da zraste pod soncem, ne pa pod UV lučmi in tako naprej. Pol bo to zdrava hrana. Pol imamo duševno hrano. Se pravi, znati čustvovati. Če je žalostno, se bomo pa zjokali, če ne, se bomo pa smejali, če je smešno in tako naprej. Do absurda včasih gre, ne. Kot si sam rekel, to je ena kozmična šala na nek način, ne. In pol je duhovna hrana. Tudi tak pogovor, vrednote in take stvari. Dobra knjiga, meditacija poglobljena. Mi smo danes delali, sem imel delavnico pred tem snemanjem o tresenju in dihanju. Sprav, kako v bistvu zbuditi telo, da spregovori na čist na tej fizični ravni, neurogeno tresenje, dihanje zraven in se marsikaj dogaja ljudem. Se pravi, neka taka higiena. In pa potem še mentalna, ne. Sprav, tudi mentalno hrano, miselna hrana, poglobljeni razmisleki, resni pogovori, to vse rabimo, to nas hrani. In kot to naredimo, potem bomo videli, koliko malo fizične hrane rabimo. Jaz mislim, da mi po defaultu preveč jemo. Sploh odrasli ljudje. Otroci se še razvijajo in tako naprej, več rabijo, več pokurijo, več migajo, ali pa saj mi smo, ne, trenirajo in tako naprej. Takrat res rabiš več tega materialnega. Ko greš pa v leta naprej, ne, pa mislim, da se to malo prevesi na druge razsežnosti našega bivanja. In biohacking v bistvu je en otrok te znanstvene, materialistične paradigme, ne, mi bomo vladali človeka. Če kaj narobe, bomo popravili. Se pravi, nič ni svetega. In kako bomo vzeli iz narave, ne, kemijo, naštudirali in bomo sintetično to ustvarili. In potem vnašaš vase neke stvari, ki sploh ne veš, kaj vnašaš, ker v tistih kilskih praških Bog ve, koliko je nečesa not, ker substance je čist malo aktivne. Kaj je vse ostalo, kaj je noter zaradi tega prahu, da dobimo kilažo sploh, Bog ve, kaj je noter, ne. Tako da jaz sem tle malo zadržan, ali pa kar predvsem zadržan, ker recimo zgodba, kako so odkrili endomorfine. Ne, to so naši notranji hormoni, ki nas omamljajo, endomorfini. Morfi, vemo, da se ga da od ozunji, lahko obrizgamo, ne, in se prime na neke receptorje in potem deluje protibolečinsko, nas omami in tako naprej. In ko je ena znanstvenica rekla, pa če mi z morfijem to dosegamo, telo ima receptorje za to, najbrž ima tudi svoj lastni morfij. In mi v športu vemo, da 20 minut vzdržljivostnega treninga, hoje, teka gor dol, že začne endomorfine spodbujati. Po to lahko vržemo tudi dopaminčke, ne, vitaminčke, take hormonske, serotonin, oksitocin, anandamid in tako naprej. Se pravi, to so vsi hormoni, ki jih mi sintetiziramo lastni naše telo, ko smo v svojem flowu, ko gremo k doseganju svojih ciljev, ko smo zadovoljni in tako naprej.
In če se mi s tem hranimo, se pravi, da v bistvu res z lastno voljo vso ustvarjamo okoliščine, potem bo naše telo pravzaprav znalo samo sebe kar veliko obnavljati. In izločati tisto, kar rabi en organ, izloča, kar rabi drug organ. In potem ga sam še podpreš s tako primerno zdravo hrano. Jaz tukaj ne bi šel v neke diete take ali drugačne, ampak v tisto, kar nam lokalno raste. Danes lahko to še malo razširimo. In po nekem tudi počutju, kaj to v bistvu v tebi sproža določena hrana, in pol počas vidiš, ker v določenem letnem času je taka, drugačna, poletje je drugačna, glede na to, koliko delaš, kaj delaš, je spet drugačna. In na ta način v bistvu je ta biohacking bolj gledati kot v bistvu neko spoznavanje samega sebe, mehanizmov znotraj sebe in kako lahko ustvarjaš red. Gre v bistvu za red. Red, ki je neka urejenost znotraj sebe, rednost pomeni tudi nek ritem v življenju in na ta način se potem življenje ustvari, postavi, manifestira tako, kot smo si zaželeli, če imamo nek določen red. Ja, zanimivo, ker gledaš je, ki si tako omenil, pa sem vmes gledal, kaj jaz delam, kaj jaz vse jemljem, pa takole. Sicer neke te osnovne, ki so znane, kao da jih rabiš, da D3, magnezij, omega, B vitamin, pa pol, če več treniram, dam te beljakovine, kakšne, ki imam v prahu brez okusa, da je čim manj aditivov, da naj bi bilo čim več te serutke, pa kreatin, ki naj bi bil dober za, tu zdaj so dokazali, da zmanjšujem za mentalno zdravje in tako naprej, a ne. Ampak pa, ko govoriš, da mi to vse imamo, pa se sprašujem, a rabim to jesti, ne? Videl sem pa, da rabim tudi, da dosti manj zdaj jem. Tako ne paše mi več toliko jesti. Prav tako mi je kar tako. Saj so inštrumentarji, se pravi, lahko se gleda krvna slika, ne vidi se vsega na krvni sliki. In tako naprej. Tako da nisem a priori proti dodatkom in tako naprej. Dejansko, če se je slaba hrana, oropana hrana, dajmo podpreti organizem s tistim, kar esencialno rabi, in take stvari. Ampak v načelu govorim, sem pa jaz proti takem udiranjem v naše telo in v našo življenjsko okolje. Hacking je vdor. To so programeri, so shekali, programi. Udreš noter na silo. Ne, da bi potrkal, ne, da bi odklenil, ne, da bi prej poslal neko poslanico, prihajamo in tako naprej, da se telo organizira, da se, mi smo organizem pravzaprav, že to, da rečemo, da smo telo je malo zgrešeno, nas vodi v drugo pot. Organi sestavlja organizem in je vse povezano, in v bistvu organs po angleško se orgle, pravzaprav mi stalno uglašujemo svoje organe, da lahko ta organizem potem zaigra neko simfonijo. Tako na nek način te čisto drugo pot razmišljanja pele. Če pa ti rečeš, da sem telo, pa sem pa jaz tam nekaj fizičnega, tridimenzionalnega, s katerim lahko operiramo. In bomo noter udarili in bomo popravili te hormončke, to kost, to mišico in tako naprej. In to nas ideološko že vodi v drug način življenja, bom tako rekel, drugačno dojemanje. Zdaj, ki si ko rekel, mami je verjela dost, mislim, v to, da bo tako popravila. Da bo kemoterapija, pa operacija, ven vzamejo, kar ni dobrega in pol bomo šopali dalje. Zdaj pol nov sev se pojavil, ki je hitro uničil delovanje ledvic, pa pljučno. Zaradi tega je pol do sistemske odpovedi prišlo, ampak je bilo je zanimivo, Je iz tega aspekta, ki si zdaj razlagal in opazovanja, je pač to, kako mislimo, da če pa je narobe, bomo pa bo pa v redu, Ampak to nam tudi prodajajo, to tudi obljubljajo. Številke pa drugače kažejo, Ja. Kaj pa tvoje, mislim tako, zdaj, Taja smo upisali, v prvi razred. In pa sem bil tam in reče, napišem vrtec. Ne hotel vrtec,
enkrat na teden gre v tega privat Valdorskega, tam, ki je prej hodil. Ne. Pol ona, ga mislite tudi pol naprej privat upisati. Sem rekel, ja, no pa ne rabite tega izpolniti ali papirja za asistenta. In pol zdaj recimo, zakaj razmišljam o Valdorski, ne, ker tam, ko sem bil, ko moramo obvezna predavanja hoditi starši, ki mislimo upisati. Ne. In otroci morajo prihajati z nami, da jih oni že malo vidijo, spoznajo, da nam pol tudi bojo dali lahko realen feedback, ali je sploh redi, ni redi. Je za njih, ne sprejmejo vsazga. Ne. Tako da, kar mi je tudi v redu. In tam mi je ful všeč, ker so poudarili, da delajo glava, srce, roke, ta povezava. A ne. In v teh naših javnih šolah je pa sam glava. A ne. Kako pa ti vidiš to kot nekdo, ki je izkušen, pa si verjetno se soočil že z otroci iz ene, druge šole, kakorkoli. Sej mogoče nimam toliko izkušenj, ampak sploh lastnih ne, moji dve sta bili obe v javni šoli. Moram reči, smo tudi imeli tudi srečo moraš imeti včasih in s šolo in z učitelji. Ne. Pustimo koronske čase. Valdorska šola, ne, ki v bistvu temelji na učenju Rudolfa Steinerja, ne, ki je res kot celovito raziskoval življenje. On je bil jasnovedec, čutil je veliko. Gre v bistvu za duhovno znanost. Tudi ta struktura tam, ki jo ponuja on, res je globoka in osmišlja življenje tako zelo široko. Sledijo razvoju, tudi telesnemu razvoju otroka, kdaj mu zobje odpadejo, ko začnejo novi stalni rast, je spet čas za nekaj drugega in tako naprej. Tako da zelo v bistvu tankočutno gledajo otroka in pravzaprav mu ob tem ponujajo, ga podpirajo. Ne. Imajo tudi euritmijo, se pravi, tam ni športne vzgoje, tako kot mi poznamo, ampak je bolj v bistvu način gibanja, kjer pravzaprav skozi gibanje lahko marsikaj simbolnega ponazarjaš, bolj čutiš samega sebe na nek način. Ne. Mogoče bi lahko rekel malo bolj podobno nekim takim pretočnemu gibanju z neko psihosomatiko obogatenemu lahko. Ne. Kar je sploh dobro. Tako kot si rekel, čustvovanje, srce, glava, drugi pristopi. No. Jaz mislim, da glede na to, da pred leti, no, da ta naša javna šola zna dobri učitelji lahko marsikaj ponudijo, ampak so te komplementarne stvari oziroma ne želim reči alternativne, ne, ker imajo kar nekaj tudi skupnega. Se niso ujele v tako inštitucijsko past, kot se je pač državna šola, kjer je bilo v bistvu res dirigirano, ne, top-down vse in se ni spoštovalo v bistvu posameznika, ampak se je gradilo v prilagajanju posameznikov kolektivov, vključno z industrijsko revolucijo in tako naprej. Tako da se mi zdi, da daje veliko več enega prostora otroku, hkrati odgovornosti seveda tudi na stran staršev. Ne. In če znajo, zdaj to je pa tisto, kar ne vem, kako posredujejo te vsebine, ohranjati tega duha Steinerja, ne, da se ga ohranja, pol jaz mislim, da tle lahko je to izjemna bogata dediščina tazga šolanja za življenje nasploh. Ker meni je Rudolf Steiner zelo blizu in študiram te stvari in če karkoli tega lahko otroci dobijo prej, zato da ohranijo čutenje. Mi marsikaj potlačimo pri otrocih, zato ker šola tega ne ceni, ne ocenjuje, ne vem kaj. In pol to ni nič vredno in otroci to potem umaknejo iz svojega zavedanja, potisnejo. Ampak če jih pa že na začetku začnemo pravzaprav učiti, da mi smo bitje, mi smo človeško bitje. Mi smo bitje na človeški način. Ampak to bitje je del večjega bitja. Ne? Če v meni zdaj bije na en koliko milijard bakterij in imajo svoje življenje in svoje zahteve, ki znotraj telesa pač pridejo do tega, da zadovoljijo svoje potrebe. Nas je 7-8 milijard na tem svetu, ki bijemo znotraj zemlje ali pa na robu, na površini zemlje. Bog ve, kaj še znotraj zemlje in tako naprej. Ne? In zemlja je bitje, ne, ki ima svoj dih, letne čase, svoje cikle v osončju.
Sprav, to je spet večje bitje. No, in na ta način pravzaprav antropozofija omogoča tudi potem v svojih valdorskih šolah lahko en čist drugačen pogled na življenje, ker pol ti je življenje sveto. In pol vidiš tudi, če se vrnem na to, ne, smrt kot del življenja. Ker življenje je življenje. Življenje daje življenje, poraja življenje. Ne je materija, da iz ničesar, kar življenje nastaja. Ne, življenje je vse in poraja življenje. In se preraja, prerojeva in tako naprej. Tako da se nekaj raztopi, razgradi in potem se na novo vzpostavi. To je vse življenje. In če tako v bistvu podpremo naše otroke, bo svet v 2 generacijah čisto drugačen. Še prej. Ker več ljudi, ki zaznava določene stvari, več je tega sevanja okoli nas in bojo tudi drugi slej ka prej videli, da dajmo se zdaj kaj obrniti. Če je tam boljš. Ja. Hvala, cilj bi pa bil, da ne rabiš tega vsega, ne? Pa unga, pa 3., 4. Sej pač nam je vsem jasno, kaj mislim. Meni je to impresivno, a ne? Konkretno na kaj misliš? Da nam je jasno, kaj kot človek potrebuješ, ne? In da ni sam denar, pa material, pa tu. Ja, sej tu je zdaj to vprašanje. To je ta razpršenost človeka, ne? Mogoče se jaz družim s takimi ljudmi, a ne? In pol v svojmu, mislim, da vsi tako živijo in da tega, kar delam, ne, se da tudi pol pride tega vprašanja, bi tu sploh še delal naprej, pa se tu že vsi delajo. Pa tu je že, vsak se že danes ukvarja, zdaj, ki malo tako se mi zdi, da že vsi delajo z najstniki, pa starši, pa tega, ne. Pa pol mi je kar tako, pa hočem še jaz, imamo nekaj drugega. Ampak pol, ko realno pogledaš, pa še vedno premalo, tam povpraševanje še vedno veliko večje in če bi dejansko vsi to delali, bi živeli v drugačni družbi. Sam, kaj gledaš, se sprašuješ, kje je tisti glavni upor, ne? Kje je ta meja, veš, kaj je statistično, 15% se pol obrne. Ne? Ja, kje je prelomna točka. In pol steče spet postopoma, ne kar naenkrat. Ne? Jaz mislim, da vse ogledamo na nek način. Ne. Vse vidiš, tudi mi dva že o čem govoriva in drugi. Tako da nekaj se močno premika v nas. Drugo je pa to, kar si rekel, zakaj ljudem ni jasno. Sej mogoče zdajemo tisto, da mi je jasno. Se mi tudi marsikaj ni jasno. Ne, v določenem vsegu pa vidiš naprej spet, čak ne razumem nekih stvari, nekih konceptov, kako so oni to videli, ne. Slepa vera mene ne zanima, a jaz to lahko je oprijemljiv, a jaz to čutim, a jaz to v sebi zaznavam, ali kako bomo zdaj te stvari, ne. Intuitivno in tako naprej. Pa, ne, tako včasih si na meji šarlatanstva. In pol iščeš, to ni pot ta prava. Zdaj pa, če greš pa preveč v to materialno zgodbo, razčarano čist, pa spet ne vidiš smisla. Se spet izrodi. Tako da človek je eno tako v bistvu bitje odprto, kjer mora bistvo sam najde, dajmo tako reči. In ga potrditi. Pa hkrati je to največja svoboda in tudi odgovornost. Ja, sej to je. To pride zraven. Probaš najti ta prav, da bi mogoče lahko malo zadiham, prosim. Ampak na koncu lahko zmeram, ne? Tu je enkrat, ki ga opažam, zmeram lahko zadihaš. Ne? Ni važno, kaj si dogaja, lahko si vzameš tistih 30 sekund, pa narediš 3 globoke vdihe, 3 globoke izdihe, 10 sekund skupaj in pomaga in je znanstveno dokazano. Če daš takole roke na srce, položiš, vdahneš noter, če daš na ta dih še duha, dajmo tako reči, informacijo, ki je hvaležnost, blaženost, milina, nekaj izven konteksta tega dejanskega, ampak greš v neke take presežne, dajmo reči, dimenzije, pomaga dobesedno fiziološko. Par sekund. Ja, saj to, po moje tle je treba nekako. Se mi zdi, da ljudje veliko vemo.
veliko smo v enem premikanju, premalo pa se zavedamo tega, kaj vemo in da bi to zavestili pa delali. Skoraj vsak ima tako, zadihaj. Sam, ko si ti v krču, v temu fight or flight modu, oziroma zdaj moram še to narediti, to-do lista je dolga 36 taskov, jaz sem na drugem, ura je pa 1. Tako ne bom zdaj dihal, nimam časa dihati, ne? Čeprav skozi dihaš, ampak vedno se zdi vse ful preveliko. Vsaj moja izkušnja je tak. Karkoli tazga prije se ti zdi ful veliko, da to bo vzelo ful enega časa, napora, dela. Pa zraven prije še ta ali slovenska ali pa družbena ciničnost in skepticizem. Itak ne bo nič boljš, če to naredim. Bolj, da grem zdaj tu delati, da grem zdaj tle bom dihal. Tle od tega bo vsaj nekaj, od tega dihanja ne bo nič. No, ampak najbolj, ko se lotevaš svojih delavnic, takrat, ko si bil po šolah ali pa coachingov, pa evo z mulci, ko si bil gor na Primorskem, najbolj ti tu drugač dojemaš, ne. Tam pa teče, ne, tam pa kar vrej iz tebe in tako naprej, ne. Odklukaš mim grede 5, 10, 15 klukc, tako. Dobra refleksija. Nisem tako pomislil, ampak ja, tam pa sam greš, ampak ker ima že tam sploh na bootcampu je zanimivo, ker ima vse skupaj eno strukturo, vnaprej urnik in veš, daj se kaj dogaja, vsi vemo, daj se kaj dogaja in je dejansko sam izpoln. Hkrati pa bodi občutljiv na to, kar se dogaja z vsakim posameznikom, ker nismo pa zapeti na vsebino, mislim, kaj bi radi sporočili, kako jo bomo podajali, pa nismo zapeti tam, ne? Ker je odvisno, kaj se dogaja. Če nekdo stalno zamuja, ne peleš kar naprej, ne? Pa prekineš, kaj je zdaj, ne? A ti je vseeno za druge. Če ne dojame tega, da zdaj vsi delajo sklece zaradi njega. Ne? In drugač teče. Točno to, čas potem drugač teče. Ne? Padeš not, si v svojem elementu, ne, tako tudi rečemo. In je ta pretok energije boljši. Zmoraš kakšne stvari, ne. Tudi težje se jih lotiš, ker veš, da imaš nek drive noter, ne, neko strast. Ne, pri nekaterih stvareh pa pač tega ni in ti pa delamo z muko. Včasih pač, ker je treba narediti zaradi reda, nekaj podpornih del, ne, da pol to stoji, ker rad delam, moram narediti še te stvari zraven, kaj je balast. Ampak balast rabimo, tako kot ladja rabi balastno vodo, ko odloži tovor, spusti v prekateno vodo, zato da je saj približno stabilna. Tako da tudi ta balast v našem življenju ima svojo funkcijo. Ne? Ja, daj neko varnost, dajmo tako reči. Ne? Če pa tega preveč, pa ni pa premalo tistega jedra, ki nas pa žene, ki nas veseli, ki pržge iskrce v naših očeh, ne? Ki nas izpolne, ki se razigramo, tako kot otrok, ki je cel dan v zuniji, pa nič ni jedel, pa sploh lačen ni, ki sploh ne pomisel ne na to. Ne? In to doživljati v delovnem procesu, mislim, da je danes veliko vredno. Ne? Najdete take momente, delati take stvari, kjer v bistvu te na tak način izpolnjujejo. Je pas, da lahko tudi v tem smislu izgoriš, ampak mogoče bolj štapast, kot pa tam na drugi strani se pa izgubiš. V tem balastu, v nesmislu, v neki depresiji, taki ciničnosti, tako kot si rekel. Ne? Vse mislim, da če delaš nekaj res strastjo, pa te to prežiga, pa hran, se mi zdi, da skoraj izgorelost. Ne mora prijeti, ker izgorelost, jaz bi rekel, moja interpretacija, pa mogoče ti lahko dodaš, ki si rekel, da si imel te ljudi, je bolj, da je ta pomen, ta smisel manjka, hkrati pa ni neke strukture, da rečeš, do tlele ga palim, ne? Pa zdaj sem z družino in da preklopaš, ne, da... Ja, to je absolutno. Veš kaj, lahko te vlasten egotrip, ne, ko greš v to strast, te potegne tako v nek projekt, v karkoli, da si ne vzameš tega časa počitka in tako naprej. Ne. Tako da na obeh straneh je pravzaprav lahko tudi izgorelost. Ne. In ta strast včasih, ko si pol še zgradimo, da mi smo tisti, ki delamo lepši svet in tako naprej in kdo bo, če ne jaz, ne. In pol imamo še slabo vest, nekateri ne imajo slabo vest, če tega ne bojo naredili, kdo pa bo in pol kar delajo. In
na koncu pa žrtve. Jaz toliko pomagam, kaj pa jaz rabim, me pa noben ne sliši. Ne? Ampak to je treba ozavestiti. Ali so te sploh prosili, da pomagaš, na kakšen način pomagaš, če daješ, kje pa sprejemaš, a si postavil obe roki, ne? Z eno daješ, pa drugi tudi sprejmaš, da uravnovesiš te stvari. To so vse pasti lahko pri ljudeh, ki strastno delajo neke stvari. Ne? Da enostavno so preveč v tem tako omejeni v svojem pogledu in ne poskrbijo zase. Ali pa za svoje telesne potrebe, duševne, ali pa nek odnos, partnerski ali karkoli bo s tem. Po mojih izkušnjah, kar sem zaznal, če sem šel proti tej smeri, mi je vedno kar rečemo prepreči, je, da ponotranjim zaupanje in sprejemanje v smislu, tudi če zdaj, ko nisem en mesec, ne vem kaj počel, pa na družbenih omrežjih objavljal, pa rečemo, ni zdaj toliko mentorstv, nisem poln in tako naprej, je okej. Ne bo, ni konc sveta. Imamo trenutno poln hladilnik, je, elektrika je, zebe nas ne, če se hočemo kam zapeljati, se lahko, okej. It's all good. Se mi zdi, da tega mogoče v družbi premalo manjka pri ljudeh, ne? Da bi si rekel, ne, ta savior, ne, ker zdaj edini in če jaz ne bom noben in tu je pomanjkanje zaupanja v življenje, v sočloveka, v življenje, tako kot si rekel. Ne. In ta tok, seveda bazične potrebe, ki so zadovoljene, potem pa lahko greš višji ali pa nižji in spuščaš. Ne. To pa, hvala Bogu, lahko ohranjaš, da veš, da lepo teče tista osnova. Ne. Je kar zahtevno, ne, na momente, takole, v bistvu. Zato reče blagor ubogim, ne, na duhu, ker se ne zavedajo sploh stvari. Več, ko imaš zavedanja, več vidiš senc, več se takole srečuješ z nekimi neumnostmi včasih, več se te dotakne. Pa se, smrti mame začneš spraševati taka ključna življenjska vprašanja. Ne. In to vzame energijo, pozornost, vse in pol drugo zbledi ob tem. Drugi izzivi, problemi so nepomembni, če mislim, s čim se ukvarjamo. Ne. In boš kešel na fitness, kvihte dvigovati, pa kaj zdaj tle delam? Ne? Tle pa mamo sem zgubil, tam pa se gledam v špegel, kako mi biceps raste, pa kreatin jemljem. Veš, to so tako take dimenzije, ki se srečajo zdaj v tebi, otrok, majhna družina, mlada družina, žena rab podporo, to. In pol normalno, da gledaš in pol vrednotiš. In če imaš dobro podlago, vidiš, kje je tista teža življenjska. In pol temu pač daš pozornost. Tle pa lahko se vrneš v fitness, kamorkoli, greš na sprehod, karkoli. Določenih stvari pa ne počakajo in se jih je takrat treba v bistvu sprejeti in dotakniti in z njimi soočati. Ja, saj na koncu tudi, če gledam, ko bi tako rekel, kaj je smisel zame bil, oziroma je, da hodim v fitness. Ne. Je glih to, da imam telo, ki je pripravljeno se soočati z življenjskimi izzivi. In da bi zdaj bil še, ne vem, imel toliko več kil, da komaj bi dihal sam, telu samo sebe kam poganjalo, ne bi bilo še toliko večje bremeno vse skupaj. In valjda še zmeraj sem v redu, še zmeraj lahko naredim 30 sklet zapored, v redu je. Mislim, to imaš ta telesni kapital, ki se ga zgradil prej, ne? In ga ohranjaš in zdaj ga dviguješ, treniraš določeno fazo, pač zdaj ne, potem pa spet. Absolutno, to je gibanje, osnovna naravna potreba. Ne? In če je to v fitnessu izražena, zadovoljena, naj bo tam. Ampak jaz sem v bistvu to, dok sem kot primer, kako v bistvu pol človek more... Super primera. More tehtati, kaj je vredno, ne? Zadnji dati, da mogoče komu odpre, zakaj hoditi, ne glih za to, da ko pride, ko bo ta mala se rodila, jo bo treba nositi. Je dobro imeti roke, po drugi strani hoče še 13 kil težek človek, da ga dvigujem in 23 kil težek človek, da ga dvigujem. In vse na isti način. Ne? In je, tako da ampak zdaj v tem pa tako, ko si rekel, prije do tehtanja in pa rečeš, dan ima 24 ur. Ker prej včasih bi me žrlo.
še nisi šel na drugo, tretje, kaj zdaj, gor dol. Ampak je, ja, umetnost, ja. Ampak imamo v The Life napisano, mi smo voditelji in mojstri življenja, tako da če si tu želiš biti, boš dobil vse, kar življenje ponuja. Mojster je nekdo, ki naredi vse napake v področju, tako da. Tako da če bomo, ja, the best. Res hvala, da si prišel. Hvala tebi za vabilo, za to iskrenost, za to globino. Tudi v meni se potem odprejo druge stvari. In da sva to lahko delila, ne. Jaz nimam nič, hotel bi nekaj nasilo, ampak mi sem tako, it's all good. Vse je. Točno to. Tako, kar smo rabili, da smo dali. Ja. Uspešno naprej. Hvala, enako. Bodite fajn. Čau, čau.